Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. V Novi Gorici se s tekmo med Gorico in Muro začenja 31. krog prve lige Telekom Slovenije, ki bo razpotegnjen od petka do nedelje. Vse bliže je končni razplet jubilejne 30. sezone nogometnega prvenstva, a pred prvoligaši je še 6 krogov. Domači zelenici so varovanci Šimundže. Poglejmo zdaj tale proti napad. To bi lahko bila priložnost. Velikonja je sprožil in za las zgrešil zdaj odsedeti Siniša Mandić, ki je dobil 3 tekme prepovedi igranja. Priložnost in prečka. Kaj Cipot je sprožil, ni še konec nevarnosti za goriški gol. Kovtar in zdaj dobra obramba Likarja. Dve zaporedni priložnosti za goste, zdaj priložnost za Gorico in gol. Obradović je premagan, strelec pa Tjaž Begić. Po prekinitvi je žoga prišla potem na vrh kazenskega prostora. Pritekel je mladi Begić, ki je prišla do Bobičanca, pa tam Karničnik, zdaj na desni strani podaja v sredino in gol. Izenačenje v Novi Gorici. Ali je strelec Karničnik? Očitno je Žan Karničnik, torej je zdaj poskrbel za hitro izenačenje v Novi Gorici. Lepa žoga Bobičanca. Karničnik ni bil v ofsajdu, tam je iskal, ni uspel dobro zadeti žoge. Kavčič vrača do Likarja. Tam se zdaj malce poigravajo domačini in Bobičanec ima zdaj izvrstno priložnost. Podaja, gol in Kovtar je v ofsajdu. Zdaj sta si privoščila 29. minuti, na drugi strani prosti strel za Gorico. Velikonja, odbita žoga od živega zidu. Zdaj je nov nevaren napad Mure. Bobičanec preigrava. Bobičanec je sprožil in dobra žoga proti Kovtru. Za las je bil prekratek Nino Kovtar. Potem pa Cipot. Cipot ima veliko prostora, vendar slab strel. Brez prekrška so mu vzeli žogo Muraši, kaže Glažar. Pa Kovtar v hitrem protinapadu. Tam Bobičanec, strel Bobičanec in žoga je v mreži. Zdaj pa bo tale gol obveljal. Strelec pa Kaj Cipot. Bobičanec je streljal, Kaj Cipot pa je potem spravil žogo v mrežo. Mislim, da je Likar ubranil strel Bobičanca. Podaja najprej Kovtra na desno stran. Zdaj torej glavni na goriški klopi Aleksandar Jović, ki je bil pomočnik Petriča. Begić je v kazenskem prostoru. Priložnost za Gorico, preigrava Begić, potem pa preslab strel za Obradovića. Bobičanec podaja pred gol in žoga je v mreži. Mura vodi zdaj s 3-1. Jan Gorenc pa strelec po podaji Bobičanca s kota. In podvojili so zdaj vodstvo gostje. Poglejmo še enkrat. Tamle najvišji v kazenskem prostoru, v 5-metrskem prostoru pred golom Gorice. Cvijanović, tam je žoga letela proti Obradoviću, ki jo je uspel izbiti. Celje pa proti Kopru. Zdaj je nova priložnost za Muro. Bobičanec zdaj strelja po tleh. Muraši so se postavili zdaj v obrambni blok. Kovli je sprožil še en prosti strel za Bobičanca. In žoga je v mreži. Kakšna mojstrovina zdaj Bobičanca, ki je videl, kako daleč iz gola je stopil mladi Likar. Tudi Jović je zdaj moral dvigniti palec proti
napadalcu proti nogometašu Mure. Mura je danes upravičila to vlogo favorita. Tam zdaj težave za Murino obrambo, Cvijanović. Ali je to zdaj priložnost za drugi gol Gorice na tekmi? Cvijanović lepo v prostor. Zaradi prerivanja. Strel z glavo, znova Cowley. To bo njegova 17. zmaga proti Gorici na 22. tekmi. In zdaj 5. gol v mreži Gorice, strelec pa Vito Štrakl, mladi napadalec, ki se takole veseli svojega prvenca v 11. nastopu v prvi ligi, torej prvi gol za Vita Štrakla. Prej pa vam seveda želim lep dan. Bilo je danas dosta težave bilo, da. A mislim, ako ćemo da gledamo komentar neke utakmice, onda je sledeći. Mislim da smo sasvim dobro počeli prvo poluvreme, prvih 15-20 minuta i postigli gol. Protivnik je do prvog gola imao jednu prečku dobru. Međutim, otvorili smo utakmicu dobro i poveli 1:0 i umesto to da nam bude jedan, kako bih rekao, jedan motiv za dalje, jednostavno od tog trenutka, od gola, mi kao da nismo postojali na terenu. I plod toga su dve greške, apsolutno neshvatljivo da primimo 2 gola u prvom poluvremenu, a pogotovo iz situacije, iz tranzicije iz koje je ekipa Mure možda broj 1 u državi. Prvi polčas izredno izenačen. Začeli nismo dobro, bili smo nekako medli. Premalo energije za strani napadalcev, predvsem v dojemanju faze napada oziroma v dojemanju pokrivanja faze obrambe in potem napadanje v globine. To smo pol korigirali in potem obrnili tekmo v našo korist.